Živijo, nahajamo se v Kranjski Gori in čez natanko teden dni bomo na tistem hribu pod Vitrancem podelili naslove državnih prvakov slovenskega pokala v spustu in imeli drugo dirko letošnje serije 20 Chocolate Downhill Cup. Kranjska Gora pa ni samo to, je nekaj več. Gremo pogledati. Ta krasen kraj ni le za ljubitelje zime, ampak je tudi za ljubitelje poletja. Kolesarji, pohodniki, za vsakega se nekaj najde. Kranjska Gora ponuja rekreativno pot od Mojstrane do Rateč, to je sicer bolj za rekreativce in družine. Po Kranjski Gori poteka tudi četrta etapa kolesarske poti Transkaravanke od Jezerskega do Tromeje oziroma do Korenskega sedla. Imajo tudi seveda singelce, urejene gozdne traile, kot sta na primer trail Kinder Surprise in trail 1994. Oba bomo vodili na našem programu Gremo na kolo. In pa valjda prirejajo tudi dirke, kot so Goni poni in pa Jurišne Vršič, kot pa se za tako kolesarsko destinacijo spodob, imajo pa tudi kolesarske trgovine, vodnike lahko najameš in pa izposojo koleš, torej vse, kar ti srce poželi. Seveda pa ne moramo mimo Kranjskogorskega bike parka, ki predstavlja pomemben del zgodovine slovenskega spusta. 2004 so tukaj priredili prvo dirko slovenskega pokala, potem pa je sledil niz pomembnih dirk, od državnih prvenstev, tekem državnega pokala, evropskih prvenstev in dirke evropskega pokala. Zadnja je bila tukaj leta 2019, zdaj pa se po 5 letih vračamo nazaj z dirko slovenskega pokala po spustu in državnim prvenstvom. Pa gremo pogledati, kakšna je proga. Začeli bomo z mogočno štartno rampo, za katero so uporabili najboljšega slovenskega tišlerja. Z gotovostjo lahko rečem, da sprejme vsaj enega človeka, tudi konstrukcija izgleda zelo stabilna in ne bo problemov ob najhujših neurjih, če slučajno bodo. Gremo naprej. Nadaljujemo v legendarni prvi gozd, ki pa že tabla pove, da je extremely difficult. Prva hosta izgleda tako, kot je včasih. Veliko korenin, strmina, glina. Velik izbor linij že v prvi hosti, tako da boste mogli malo taktizirati. Večina bo vozila glavno linijo, tisti iznajdljivi bojo pa najdel kakšno takole za pokrajšati. Tako iz prvega gozdička prideš ven na jaso, kjer te čaka že prvi table in potem serija zaporednih ovinkov, ki te privede do drugega gozdička, kjer bo spet priprav se žur. Stara linija, ki je bila nazadnje na teh skokih, imenovana Airline, zdaj pa so vse to premaknili mačken višji in so izklesali še eno krasno avtocesto do druge šume, a ne? Vedemo pogledati. Torej, po prvem gozdu te čaka avtocesta, kjer boš mogel biti natančen, zelo hiter in prinesti hitrost v tale drug gozdiček, kjer te spet čaka tehničen del z veliko koreninami, strmino in potem pičimo naprej na novo avtocesto. Tukaj smo na sredini te jacuzzi hoste oziroma na sredini drugega gozda. Stara proga se je nadaljevala v tole strmino s koreninami klele in lahko ste srečni, da tega ni noter, ker ni bilo lih lahko. Nov del so trboveljci speljali tjale na jaso, da še vedno dodajo ta pridih stare šole, travniki, off-cambri, brez opore, iskati perfekten balans in tišati, kakor se da. Tale jasa tukaj naznanja sredino proge in vsa leta do zdaj je peljala v Ivolaj hosto, se pravi še en tehničen gozdiček, tokrat pa ne. Tokrat je v želji po hitrosti trasirana po travniškem pobočju, ki pelje do zadnje hoste, tako kot je bila leta 2004 DH Vitranc. Travnata avtocesta pa nas pripelje do zadnjega gozdička imenovanega North Shore, ki je sestavljen iz veliko šodra in ovinkov, kjer boste mogli zelo dobro paziti na ravnotežje in prenašati hitrost, kajti na tako hitri progi šteje vsaka sekunda. Perfekt. Kot vidite, zelo drsi. Morda bi bilo tukaj malo deževje celo boljše, ampak na zgornjih delih pa ne. Tako da, glejte, vsak mu svoje, ampak bo zanimivo.
Iz zadnjega gozdička nas potem čaka legendarna avtocesta po travi, kjer bodo najhitrejši dosegali izjemne hitrosti 50, 60, 70 km/h in potem preko zadnjih 2 S-ovinkov po travnatem pobočju prišli vse do cilja, kjer pa bo zmagal najboljši. Za tiste, ki pa hočete nekaj več, bomo imeli pa tudi v soboto 29.6. tukaj spremljevalni program Gremo na kolo, kjer bomo delali brezplačne vodene gravel fure in enduro fure in pa valjda potekal bo neuradni trening na tej krasni progi. To je to, dragi moji, zapiši v komentar, kako ti je, več informacij pa na sloveniadownhillcup.si. Se vidimo!